Stanite suženstvo zakleti, ki jarem vas teži gorja. Zdaj pravda stara borbi sveti, da sliče za prostost sveta. Da svet krivičnosti razbimo, do tam najbolja naš podrek. Na to svoj novi svet zgradimo, bili smo nič, bodimo vse. Že se ljudstvo je zbralo, za to borbo že hiti, da z internacionalom prostor si pribori. Že se ljudstvo je zbralo, za to borbo že hiti, da z internacionalom prostor si pribori. Spoštovane dame, drage tovarišice, ženske, pozdravljene na današnji slovesnosti na praznovanju 8. marca, Mednarodnega dneva žensk. Prijazen pozdrav tudi vsem gospodom, tovarišem, ki se danes z nami veselite našega praznika in vsakodnevno izražate spoštovanje do žensk. 8. marec je dan ženskega boja za ekonomsko, politično in socialno enakost ter dosežkov žensk. Na današnji dan se veselimo pravic, ki smo si jih priborile, in se spominjamo močnih žensk, kot so bile, če omenimo zgolj nekatere, Rosa Luxemburg, Klara Cetkin, Vida Tomšič, Mara Rupena, Angela Ocepek, Lidija Šentjurc in Ana Ziherl. Kot so Svetlana Makarovič, Aleksandra Korenhauser-Fraser, Nuša Kerševan, dr. Maca Jogan ter številne druge, ki se vsakodnevno borijo za enakost in boljše življenje žensk. K pozdravnemu nagovoru ob današnjem prazniku vabim tovariša Zorana Jankoviča, župana Mestne občine Ljubljana in pokrovitelja današnje slovesnosti. Dober dan, želim spoštovane stare mame, žene, hčere in dekleta, tovarišice in tudi dober dan nekaj tovarišov, ki tu sedimo. Ker so bile že pomembne ženske predstavljene, naj mi bo čast, da predstavim tudi še nekaj, ki sem si jih zbral v tem trenutku. Pa da začnem svojo šefico tu, ki sedi v prvi vrsti, tovarišica Julka Žibert. Pa tovariša Šoltesa, ki bo skrbel tudi vnaprej za dobro počutje Slovenije v Evropski uniji. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim tovarišico Štefko, ki je danes pripeljala svojega soproga, tovariša Milana Kučana. No in naš prvi predsednik je tako skromen. Tovariš predsednik, lepo prosim, vstan, da ti damo aplavz. In predsednik te naše znamenite borčevske organizacije, tovariš Teto Urnšek. Zdaj pa prosim za en res huronski aplavz za tovariša, ki ga fizično ni z nami, ampak čaka, je v duhu z nami naš komandant, tovariš Janez Stanovnik. Hvala za to prisrčnost in ker je tu partizanski pevski zbor, začnem tisto mojo znano tezo, še vedno bom nosil rdečo zvezdo in pel Hej brigade. Tudi danes upam, da bo na sporedu, da bomo lahko ostali v čast neuradnih himni mesta Ljubljane.
Iskrene čestitke za vaš praznik, 8. marec, Mednarodni dan žena, pa mogoče narobe, da se spomnimo samo takrat tega praznika, kajti za nas, ki smo včasih nebogljeni, ste ve praktično vsak dan tisti del, ki skrbi, da se cela družba in družina razvija. In bi vam mogli vsak dan izreči besede in prinesti rožice, da se vam zahvalimo za vse, kar naredite, a ne bo doma, a ne bo na delovnem mestu. Jaz imam to srečo, da že 41 let delam v podjetjih v mestu, kjer je večina kolektiva ženskega. Sam, ker imam tudi direktorico, pa bo to lahko potrdila, sam imam vedno boljše izkušnje s sodelavkami, ki so bolj odgovorne, tisto, kar se dogovorimo, tudi izvedejo. In tudi se mi zdi včasih, da izjemno previdne pri svojih nalogah. Tako da se jaz osebno zahvaljujem vsem mojim sodelavkam in vsem našim Toršicam v Ljubljani, meščankam, za vse, kar naredijo za to mesto, za to upravo, kajti to si zaslužijo. Vam pa želim eno lepo praznovanje, tudi jaz čakam častno govornico. Želim, da se dobro počutite v najlepšem mestu na svetu, to veste, da ste v Ljubljani. Če bi to pozabil, bi bilo nekaj narobe. Ampak na tisto, kar smo ponosni, se vsak dan bolj potrjuje. Pri nas ne delamo razlik, živimo skupaj, medsebojno spoštovanje in tisto, kar je meni največje veselje, decembra smo imeli tu v starem mestnem jedru več kot 1 milijon obiskovalcev z vsem alkoholom. Poudarjam, brez enega incidenta. To je tisto, kar pomeni, da smo res lahko skupaj in da se ne ločimo po nobenem elementu. Še enkrat, ta praznik, 13 let zaporedoma skupaj, kaže na to, da svojih korenin, svoje zgodovine ne bomo dopustili nikomur, da jih spreminja. Stališče je zelo jasno v Ljubljani, dokler je to vodstvo, ne bo nobenih domobranskih spomenikov. Pa komu prav ali pa ni prav, ampak mi svojo zgodovino spoštujemo, zato da imamo vizijo razvoja in ta razvoj je izjemno hiter in Ljubljana je mesto heroj. Neizmeren ponos tudi meni, ki sem rojen po drugi svetovni vojni, je ta 9. maj 1945, konjenik, ki je v jahu na čelu Ljubljanske brigade v Ljubljano, je še danes slika, ki mi od ponosa požene solze na oči. In tudi moji sodelavci, praktično celo vodstvo mestne občine je podobnega mnenja, stališča in bomo s ponosom imeli na Ljubljanskem gradu, kot vidite, 2 najlepši zastavi. Lepših ni, zastavo mestne občine Ljubljana in pa zastavo Republike Slovenije. Uživajte in dobrodošli. Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, povsodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, povsodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, meša nas ni pregrad in ne mej. Po stevenih oblačnih in po grabah temačnih se od zmage do zmage naprej. Po stevenih oblačnih in po grabah temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prode kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Prišla je iz šole. 7 let je bila stara. Pojdi zibat, je dejala mati. Tonček gre lahko na dvorišče. Tonček se je šel na dvorišče igrat, ona pa je zibala najmlajšega brata. Njen prosti čas. Prišla je domov
bila je stara 12 let, po hišah je raznašala časopise. Pri materi v kuhinji je sedel Tonček. Tonček je služil pri peku in raznašal žemlje. Raznesi ti v naši ulici pecivo, je dejala mati. Tonček naj se nekoliko pogreje. Bila je namreč zima. In ona je vzela košček in zopet šla ven v zimo, da se Tonček lahko pogreje. Njen prosti čas. Prišla je iz tovarne. 19 let je bilo. Po 12 ur na dan je bila v tovarni. Skuhaj nam večerjo, lačni smo, je dejal oče. Matere ni bilo več, umrla je bila. Ona je šla in skuhala večerjo. Za očeta, za brate in zase. Pri večerji je dejal oče. Jutri je nedelja, zaši mojo obleko za delavnik, pa še najino pokrpaj, sta se oglasila brata. Drug dan so oče in brata pili v krčmi, treba se je malo pokrepčati. Ona je sedela doma in jim krpala raztrgane suknje. Njen prosti čas. Prišla je domov. Bila je omožena. Imela je 2 majhna otroka, par mesecev in 2 leti. Mož je hodil v tovarno, ona je stregla po hišah. Popoldne pa je pazila na svoje 2 mala otroka in 3 male sosedke. Pazila je na otroke in plela nogavice za prodaj. Ni vedela, kdaj je njen prosti čas. Ali dopoldne, kadar leta umivat in pospravljat od hiše do hiše, ali popoldne, kadar sedi doma in plete nogavice in ne sme vzeti v naročje svojih otrok, da se ne zamudi. Niti male, smešne 2-letne deklice, ki je že poskušala pomagati zibat dojenca. Njen prosti čas. Wash out 44 pairs of socks and have them hanging on the line. I can start and iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw it in the skillet, go out and do my shopping and be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. Hey. I can rub and scrub this old house until it's shining like a dime. Feed my baby, grease the car and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing to 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6 and start all over again. I am a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me hexed up, you know I'm gonna break the spell. You know, if you come to me hungry, I'm gonna fill you full of grits. But if it's loving you lacking, I'll kiss you and give you the shivering fits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. Oh, I'm a woman, W-O-M-A-N. I can stretch a greenback dollar bill from here to Kingdom Come. I can play the numbers, pay my bills, and still end up with some. I got a $20 gold piece, says there's nothing I can't do. I can make a dress out of a feedback and make a man out of you. 'Cause I am a woman, and I'm a W-O-M-A-N. Letos mineva 100 let od smrti Rose Luxemburg, nemške borke za pravice delavcev in žensk.
Rosa Luxemburg se namreč ni borila zgolj za pravice žensk. Opozarjala je tudi na druge nepravilnosti, nepravičnosti sistema, na zatirane skupine. Borila se je za vse tiste, ki se niso zmogli več boriti sami. Ženske so bile in so gonilo napredka. Neustavljiva tiha sila, ki spreminja svet. Moč in vpliv žensk na celotno družbo je pri svojem delu prepoznala in uporabila tudi današnja slavnostna govornica dr. Vera Klopčič, priznana znanstvenica in raziskovalka, ki je svoje znanje uporabila za razvoj družbe in vključevanje prezrtih skupin. Z izobraževanjem in oporo ženskam je namreč omogočila ranljivim družbenim skupinam ponovno vključevanje v družbo. Dr. Vera Klopčič, predsednica društva Dobrnič, prosim vas za današnji slavnostni nagovor. Spoštovani in dragi zbrani, tovarišice in tovariši, posebno čast in zadovoljstvo mi je, da lahko spregovorim nekaj svojih besed o položaju žensk, o zgodovini ženskega gibanja in o našem društvu Dobrnič, ki je edina veteranska ženska organizacija v Sloveniji. Pred več kot 3 desetletji so Združeni narodi razglasili 8. marec kot Mednarodni dan žensk. Danes, ko ponovno praznujemo ta praznik, se spominjamo vseh tistih pogumnih, pokončnih posameznic in posameznikov, ki so prispevali k temu, da lahko ženske danes enakopravno sodelujemo v družbi, da se izobražujemo, volimo in smo izvoljene. Seveda pa vse te pravice niso samoumevne, za njih se je treba boriti, jih nadgraditi. V vsakdanjem življenju se ženske še vedno srečujemo z izzivi neenakopravne obravnave na trgu dela, pa tudi pri javnem udejstvovanju in političnem delovanju. Najbolj očitno kršenje ženskih pravic se dogaja na področju nasilja nad ženskami, ki ga celotna družba preveč tolerantno obravnava, saj so v teh primerih nekatere ženske ogrožena so njihova življenja. Tako da mislim, da je tak dan, kot je 8. marec, da to ni samo obrobno dogajanje, ki ga opremimo s šopkom rož, lepimi besedami in deklaracijami, ki jih spravimo v predal do naslednjega 8. marca. 8. marec je dan, ko se spomnimo dosežkov in ko se zavemo, da je naša dolžnost, da doseženo nadaljujemo in razvijamo še naprej. V Sloveniji smo nosilni del družbenega razvoja, nosilke in prispevamo k razvoju miroljubnega pogleda na svet, in sodelujemo v izobraževanju, v poklicnem in strokovnem življenju. V prostem času pa ženske čaka obilo dela v družini, v skrbi za otroke, ostarele, nemočne. Saj so ženske nosilke, lahko rečem, nosilke medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Tako da bi sedaj želela spregovoriti nekaj besed o pomenu ženskega gibanja v celotnem sklopu človekovih pravic, ki je en del civilizacijskega dosežka in razvoja sodobne družbe. Danes pa se sooča z izzivi, katere nam je prineslo množično potrošništvo in ideologija, ki sledi temu množičnemu potrošništvu, ki temelji na pohlepu, prestižu. Zato lahko ženske prispevamo tudi k drugačnemu pogledu na svet.
Če pogledamo skozi zgodovino, so se v vseh prelomnih trenutkih zgodovine ženske poenotile in se pridružile različnim gibanjem, kot so ekološko, narodno-osvobodilno gibanje. In so v okviru teh gibanj imele pomembno vlogo. Kot po nepisanem pravilu pa se je po doseženih rezultatih, izbojevanih zmagah, ta enakopravna vloga porazgubila. Ženske so večkrat ostale izrinjene iz političnega dogajanja in izrinjene iz kolektivnega spomina. Zato je zelo pomembno, da se ohranja zgodovinski spomin na dosežke žensk. Ravno v teh dnevih okoli 8. marca se spodbujajo raziskovanja o dosežkih posameznih žensk v zgodovini in vrstijo se dogodki v spomin na ženske in na njihovo delo, kar je bilo do sedaj v zgodovini pogosto spregledano. Tudi v času globalizacije, ko se kopiči bogatstvo samo v rokah maloštevilnih, le na enem delu sveta in se tolerira revščina velike večine prebivalstva, so ženske tiste, ki opozarjajo na nesprejemljivost takega pojmovanja večvrednosti na podlagi, bodisi na podlagi rase, etnične pripadnosti, spola in se zavzemajo za solidarnost. To se v sedanjem času najbolj pozna v delovanju, ko se ženske vključujejo v gibanja za pomoč migrantom in vsem tistim, ki so morali zapustiti svojo državo. Tako da je dejansko žensko gibanje tista moč pozabljene polovice človeštva, ki nam lahko utre pot v sodelovanje in bolj enakopravno porazdelitev moči. Sedaj pa mi dovolite, da sem nekaj splošnih misli povedala o ženskem gibanju, zdaj mi pa dovolite, da spregovorim še nekaj besed kot predsednica Društva Dobrnič, katerega glavni namen je ohranjanje spomina na delovanje žensk v Sloveniji, zlasti v času NOB. Naj povem še nekaj osebnega. Sem hčerka Mare Rupena, ki je bila prva sekretarka tega kongresa, ki je potekal v Dobrniču v vojnem času v oktobru leta 1943. In zato sem tudi osebno in čustveno vezana k temu, da se nadaljuje izročilo tega kongresa. To je edini tak kongres, ki je bil organiziran v Evropi v vojnem času. V Dobrniču v Suhi krajini se je zbralo 170 delegatk iz cele Slovenije. Zato, da bi se dogovorile o delovanju, zastavile cilje za zmago nad fašizmom, za boljše življenje vseh. Zato je glavna naloga našega društva Dobrnič, da se ohranja spomin na dosežke in izročilo tega kongresa. Je pa tudi naloga društva, da zbira in ohranja gradivo in originalne dokumente. Se vemo, da je to zelo pomembno. In tudi, da skrbi za promocijo del in vključevanje žensk v sodobnem življenju. Vsako leto organiziramo proslavo v spomin na prvi kongres v Dobrniču in letos bo proslava 13. oktobra. Dovolite, da vas že zdaj povabim na to proslavo. In še enkrat bi poudarila, da je ta pogum žensk, ki so ga izrazile takrat v vojnem času, in njihovih naslednic za vizijo, svobodoljubno vizijo boljšega življenja za vse, da je to naša zaveza za delovanje tudi v prihodnje.
In zato je pomembno, da poznamo zgodovino in zgodovinske osebnosti. Znanstvenica Gerda Lerner je dejala: vsaka ženska, ki spozna, da ima svojo zgodovino, se spremeni. In zato je tudi naša naloga, da se spominjamo vseh teh pokončnih in pogumnih ljudi in da nadaljujemo s tem humanističnim izročilom. Na koncu pa, drage vse prisotne ženske, tudi tiste, ki ste sedaj doma, ali na poti, ali kjerkoli, voščimo za praznik 8. marec, za vaš in naš praznik. Praznujte ga lepo in pokončno, ponosno. Hvala. Hvala orkestru glasbene šole Moste Polje, dirigentka Ksenija Trotovšek-Brlek. S položajem ženske v družbi, vlogah, ki jih prevzema, ter omejitvah in pričakovanjih, s katerimi se spoprijema, se na svoj odkrit, ciničen način v svojih delih ukvarja tudi Svetlana Makarovič, ki letos praznuje 80 let. Svetlana Makarovič je vsestranska avtorica z obsežnim opusom, ki vključuje tako pravljice in igre za otroke, kot poezijo in drame za odrasle. Iz njene obsežne zbirke sta tudi pesmi Teci, punčka, teci, ki jo bo ob spremljavi Jerneja Hostnika na harmoniki zapela Maša Tisal, ter Poroka, ki jo bo interpretirala Marjana Brecelj, priznana gledališka in filmska igralka. Mi že vse imamo, vse smo si kupili, le še majhno pučko radi bi dobili, ker je že v navadi tako. Ljubka mora biti, mora nas ljubiti, brati naše želje, da nam bo veselje in da se postavimo z njo. Teci,
Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Šteci, punčka, teci, ušla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, pod brezčutnimi zvezdami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi. In ko boš spoznala, da si se uštela, ker si na besedo vsakomur verjela, se tvoj beg mogoče konča. Ti ga boš ljubila, on te bo prezrl, vsak se grad v oblakih sproti bo podrl, sama boš na polju sveta. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Šteci, punčka, teci, ušla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, za pobeglimi sanjami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi. Naša mala punčka, naša mala lutka, kadar bo odrasla, bo pa prostitutka ali pa solidna gospa. Svet morda takrat otroško bo igrišče ali pa mogoče prazno pogorišče. Naj se znajde kot ve in zna. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Šteci, punčka, teci, šla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, teci po gluhi ulici. Življenje s 1000 noži, življenje te lovi, življenje te lovi, življenje te lovi. Sem dala ti rdeče cukreno srce. Na njem je napisano tvoje ime. Bom kletko zaprla, odvrgla bom ključ, počepnila bom in upihnila luč. Srce je iz kruha, prelepo srce. Po kotih črnikaste miši žive. Ko se bo zdanilo na licih srca, bo kruhova rana in prsta na 2. Na rjuhah so ostre drobtine srca. Ta postelja je narejena za 2. 2 dihanji režeta gosto temo. 2 miši strmita v jutranjo meglo.
Ljubezen je verjetno najbolj opevano čustvo. Strah, jeza, žalost, veselje, nobeno med njimi ni prejelo toliko pozornosti kot ljubezen. Ljubezen je tudi tisto čustvo, ki ga najpogosteje kot mlinski kamen obesijo ženskam. To boš pa ja naredila iz ljubezni do mene, do družine, do otrok. Je to res ljubezen ali je to zgolj sebičnost? Ljubezen je kot zrak, obstaja med nami vsemi, med ljubimci, med prijatelji, med ljudmi in med vsemi živimi bitji. Sama sta. Temni mrak dehti. Za okni nema mesečina. Ugasnil je blesk besedi. Drhti tišina. Iz brezna src, tam toži skrit, se v tihem plahem siju spet razgoriva čist privit okoli njiju. In dahne luč, od kdo ve kot, na njene mile rame. O zemlja, vaš človeški rod, o daro mame, preplavi v pradavni utrip, krivni v temno hruje in zdrvi v pekoče svetli hip in se rasuje. Žene se ji od daljnih mej jadro oceano rošeno, vse naokrog je kakor prej. Vendar vse spremenjeno. Sama sta, temni mrak dehti, za okni nema mesečina. Ugasnil je blesk besedi. Drhti tišina. I thought that love was just a word they sang about in songs I've heard. It took your kisses to reveal that I was wrong and love is real. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven's eyes, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to my heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give my life and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un riz qui soupère sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois La Vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a l'a dit, la jouerai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi ton cœur qui bat. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Partizanke so bile redek primer žensk v prvih bojnih linijah v času druge svetovne vojne. Še večja redkost pa so bili povsem ženski vodi, kot so na primer obstajali znotraj loškega odreda, dolenjske čete in pohorskega bataljona.
Prisotnost žensk na fronti je izvala tradicionalne spolne norme in se spopadala s predsodki. Partizanke, ki so se postavile ob bok moškim soborcem, so nam utrle pot v enakopravno življenje. Marsikatera med njimi je morala zato oddati tudi svojega otroka v varstvo dobrim ljudem. S tem je svojim skrbem dodala še to, kako se njenemu malčku godi kot ilegalčku. Zaupati je morala, da bo zanj poskrbela druga ženska, da mu bo Ana Zihrl našla prijazen, topel dom, medtem ko se ona bori tudi za njegovo prihodnost. Na odru ponovno partizanski pevski zbor pod vodstvom dirigenta Iztoka Kocena, na harmoniki Branko Sladič, na orglicah Tone Zaletel, solistka Gaja Sorč.
Dokler pravica je ob tla teptana, resnica brez sramu zasramovana. Dokler raž, verolomstvo je v časteh, dokler svobodo ljubiti je greh, dokler visoki netijo razdor, svetniki pridigajo bratomor. Ljubezen kot desetnica brez doma, od vrat do vrat za črno skorjo roma. Dokler nasilstvo in izdajstvo vlada, ponos, moštvo kot piška v sad odpada. Dotlej v temnico smradno sem zaprt in od življenja ni mi hujša smrt. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš položiti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš. Moraš, to je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sani in svoje plahe ptice nemoči. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto, kajti koraki vselej odidejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost, če se le nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino. Koliko težkih nog je šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak, v isto sled. Od trave, kamen, reka, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov, dobra, velika bitja, ki spregovori, kadar umolknejo ljudje. Naj bo ljubezen na trenutke še tako nemogoča, na koncu nekoga moraš imeti rad, da je naše življenje lepše, da je nam lažje. Hkrati pa se moramo zavedati in to zavedanje spodbujati v družbi, da smo ženske neskončno več kot samo lep okras, ki ga imaš rad. Smo enakovredne partnerice v družinskem in družabnem življenju, ki si zaslužijo enako obravnavo in enake pravice. Nikoli ne pozabimo, da so to vrednote, za katere smo se borile in se tudi z glasbo, plesom in umetniškim izražanjem borimo še danes. Plesalke plesne šole Mojce Horvat v sodobnem uporu lepotnim idealom. Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size 2.
shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I got it to more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, Na svetu smo že milijone let, zmetali v veter nešteto besed. In vsak, kdor se rodi, od zibke do groba govori besede, porabi milijarde besed. Nič čudnega, če se nam kdaj zazdi, da smo si že vse povedali. Razen tistih najbolj pravih reči, ki se sploh ne dajo povedati. Vrstijo se vojne in blagostanja, pa mirni časi, pa nova klanja, pa nove besede, pa nove laži in novi govorniki. Namesto resnice beseda zanjo, namesto ljubezni beseda zanjo. Se mar da z besedo nasititi sestradane ljudi? Se mar da z besedo obvezati rano, ki krvavi? Na svetu smo že milijone let, nabralo se nam je preveč besed, a najboljše so zamolčane, najglasnejše, najbolj skurbane. Prav malo se da povedati, povedati z besedami. In kaj so ti milijoni let? Navaden kabaret obrabljenih besed. Jaz nisem zlato, ki ga nosiš ves čas, da vseh naokoli zavist prebudi. Nočem, ne znam biti moškim v okras, to iščeš pri drugih in ne zamerim ti, a spoštuj vendar to, kar imam. Ja, železo sem pusta in temna se zdim, le v viharju in ognju zares zablestim, kakor meč ti na dlani ležim. Moč in pogum, to naj ti dam. Jaz nisem ognišče, ki grelo te bo, ko truden domov pod večer vrneš se. Nočem, ne znam biti žena samo, to iščeš pri drugih in jaz razumem te, a spoštuj vendar to, kar imam. Jaz sem kres, ki ti temne noči razsvetli, ko pokličem se 1000 vojščakov zbudi in mi zvesto ob strani stoji. Moji ljudje, to naj ti dam. Jaz nisem kot mačka, ki se v posteli zvija in mijavka, ko z njo se igraš. Nočem, ne znam biti sužnja strasti, to iščeš pri drugih in so pravico imaš, a spoštuj vendar to, kar imam. Jaz levinja sem, ples svoj po noči lovim, moja dlan skriva kreplje in z njimi grozim. Svet zatrese se, ko zaljubim, moja oblast. To
naj ti dam. Današnji kulturni program se s tem zaključuje. Program smo sooblikovali partizanski pevski zbor z dirigentom Iztokom Kocenom, harmonika Branko Sladič, orglice Tone Zaletel. Godalni orkester glasbene šole Moste Polje z dirigentko Ksenijo Trotovšek-Brlek. Plesalke plesne šole Mojce Horvat. Dramska in filmska igralka Marjana Brecelj. Recitatorka Lina Potočki-Vozni, pevki Maša Tihal in Gaja Sorč, ki jo je na harmoniki spremljal Jernej Hostnik. Pri pripravi slovesnosti smo uporabili pesmi Svetlane Makarovič, Otona Župančiča, Ceneta Vipotnika in Ivana Minatija ter besedilo Zofke Kveder. Scenarij sem pripravila Mojca Poredoš, projekcija Iztok Pipan, televizija Medvode. Hvala vam. Hvala vam za pozornost in ne pozabite, da je naša dolžnost do nas samih in prihodnjih rodov, da si usodo krojimo same. Naj bo preostanek današnjega dne namenjen vam in naj bo lep ter poseben kot svet, ki ste ga dobile v dar. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skozi noč? Kdo pa so ti mladi fantje, ki tam žarijo obraz? To so mladi partizani neupogibnega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni jih prav ni strah? To so mlade partizanke, slušale so na srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je to mlada vojska, ki zabila je skozi noč? Kakšna je to mlada vojska, druga zakon prečnika? To je mlada naša vojska, to je sila naša moč. To je vojska partizanska, jutro z nami nam bojo. Zdaj zori, pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Po svetu sem zaplovi, do vseh slovenskih čačevih domov. Zdaj zori, pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Po vsem svetu sem zaplovi, do vseh slovenskih čačevih domov. Da svoboda se živi, kmalu
svobodi je odpor, da svoboda se že bliža, kmalu bo sovražni tor, ti slovenska domovina, že pod svobodi je odpor. Prosta bo spet okol, domovina plačena domovina. Mati Slovenija, tvoji smo sinovi, naše je življenje tvoje, ko pozoveš nas. Mati Slovenija, strtica okoli, mi pripravljeni stojimo srednji čas. Dokler bo ni končan, za ljubav si v borbo za svobodo, za našo nad Slovenijo. Dokler bo ni končan, za ljubav si v borbo, večno naj živi